pretvarjali smo enote, zdaj gremo pa naprej za to našo geometrijo. Najprej smo še malo pri daljici, ne. Dolžino daljice smo zdaj obdelali, znate pretvarjati enote za dolžino daljice. Zdaj pa bomo se še malo lotili konstrukcija, ne, in risanja, tako da danes bomo za našo uro potrebovali geotrikotnik in šestilo. Jaz tukaj v teh pripomočkih nimam geotrikotnika, tako da si bom pomagala z ravnilom, šestilom in pa kotomirom, ne. In sicer najprej razpolovišče daljice. Razpolovišče daljice je ena taka točka na daljici, ki je enako oddaljena od obeh krajišč. Če poznamo dolžino, recimo, če je dolžina daljice 5 centimetrov, potem ni problema, na 2,5 vemo si izračunati, kje razpolovišče daljice je. Včasih, v starih časih, ko je bil še ta gospod Evklid, ne, ko je risal te stvari, so pa v bistvu imeli na voljo šestilo pa ravno črto, ne, niso toliko še teh centimetrov pa tega poznali in so si pomagali tudi z risanjem. Mi bomo pa pač risanje vadili zato, da postanemo spretni v prstih in z orodjem, da se ne boste preveč pikali s šestilom, ne. Zato bomo uporabljali in tudi zato, ker pač je v programu. Zdaj, kaj pa je simetrala daljice? Zdaj, simetrala daljice je pa ena premica, in kjer so vse točke enako oddaljene od krajišč daljice, ne, in jo točno na pol razpolavlja, ne. Okej, zdaj simetralo bomo poskušali narisati oziroma konstruirati, in kadar jo nariši, natančno narisi ali načrtaj, potem vedno bomo uporabljali ravnilo in šestilo. Okej, najprej za začetek se bomo naučili konstrukcijo simetrale. Tako, zdaj, ker vidite, da če rišem tako prostoročno, nikamor ne pridemo, ne, bom jaz zdaj narisala našo daljico in recimo tudi vi si poljubno daljico narišite. Vaša daljica recimo ima tule točko A in tule točko B. Naj bo recimo dolga približno tam od 5 do 6 centimetrov, si jo narišite v zvezek. Zdaj pa kako konstruiramo simetralo. Pomagali si bomo s šestilom. In sicer šestilo ni važno, kako je razširjeno. Važno je samo, da gre malo čez pol te naše daljice. Recimo jaz bom nekje takle, jaz upam, da je tole čez pol, ne. Potem pa moja konica je tu, zdaj na levi strani, in jo zapičimo v točko A. Takle, ja. Bom jaz takle, da se malo bolje vidi, ne. Okej, in zdaj, ko imamo zapičeno enkrat v točko A, primemo konico in narišemo lok. Bom jaz kar celega povlekla, bog vedi, kako bo tole. Tako, in imamo lok. Zdaj pa zelo pomembno je, da v tem času šestila nič ne prestavljamo in ga zapičimo v točko B. Se pravi, dolžine zdaj šestila ne smete prestavljati. Zapičimo v točko B. In potem, zdaj, če smo v redu risali, bomo lahko naredili lok iz točke B skozi tule. In potem lahko prenesemo, lahko pa kar vlečete ta lok, jaz bom zdaj prenesla in povlekla na tej strani. Ta dva loka se v dveh točkah sekata, ne. Recimo, zdaj bom pa z rdečo, kje se sekata, ne, sekata se tule pa tule. In naša naloga je, da zdaj čez ti dve točki povlečemo črto. In ta črta bo že simetrala te naše daljice. Okej, evo,
če damo ravnilo čez obe točki, takole. Vzamemo pisalo in držite pesti, da narišemo ravno črto. Pa še na to stran, takole. Okej. In tale premica, to je zdaj simetrala daljice. Tako. Pri načrtovanju vedno napišemo tudi potek dela. Potek dela naj bo kratek, in sicer kaj smo naredili? Zapičili smo šestilo v točko A, se pravi log smo naredili iz točke A. Potem drugič smo naredili log iz točke B. In v teh presečiščih, ne, smo dobili, ne vem, točko C in D. C in D. In tretjič povežemo točki C in D. Pri konstrukciji simetrale ali pa kaj takega bomo samo napisali, konstruirali smo simetralo daljice AB ali pa simetralo kota, medtem ko bomo risali pa trikotnike, bomo pa ta potek dela vzeli bolj resno, ne. Jaz sem ga zdaj pač zapisala, zato da ga še imate za simetralo daljice prisotno, ne. Okej, za domačo nalogo imate pa prvič nariši AB z dolžino 6,3 centimetra. Drugič daljici AB nariši simetralo. Okej, poskusite biti točni. To je to. Takole, da se vam še umaknem, da imate domačo nalogo napisano. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!